Drage popotnice, dragi popotniki, lepo pozdravljeni v novi pomladni epizodi spletne oddaje Popotniški snap. Z vami sem moderator Til Nipič, ki vodim našo oddajo. Popotniški snap je eden izmed projektov Popotniškega združenja Slovenije, ki deluje na področju mladinskega turizma. Prav tako izdaja spletno revijo Globetrotter na lastni spletni strani, tako da ste vabljeni k branju. Danes se podajamo v tople kraje, ki so primerni spreminjanju vremena v zadnjih dneh. Obiskali bomo tako imenovano francosko riviero oziroma turistično azurno obalo, ki je vplivala na razvoj turizma v preteklosti, še posebej preko poletnih oddihov na obali, ki so vključevali elemente morja, plaže in sonca, in tako imenovani 3S turizem, ki pa se do danes tudi dokaj spremenil. Svojo izkušnjo doživetja regije, ki jo obiskal s pomočjo programa HiConnect, o katerem bomo tudi govorili, bo predstavil mlad popotnik Luka Rakovič. Luka, pozdrav tudi tebi in dobrodošel v Popotniškem snapu. Hvala za povabilo. Za začetek, nam lahko poveš, kako to, da si se odpravil ravno na Azurno obalo? Ja, zdaj, Azurna obala, to je bila v bistvu, lahko rečemo, čist prepuščeno usodje, ne. Je seveda destinacija, katero sem želel obiskati že leta in leta, ne. Ampak, mislim, HiConnect je do neke mere usoda. Mislim, ti določi, kam se destinacija sploh, kam te pošlje, a ne. Je pa v bistvu, mislim, je izkušnja, ki je ne bi zamenjal za nič, ne. Torej bomo izvedeli tudi veliko o HiConnectu, no, in kakšno priložnost je dejansko ta program tudi ponudil. Da še povem, če vas karkoli zanima, lahko prosto postavljate vprašanja in komentarje, mi pa bomo poskušali odgovoriti tekoče ali pa na koncu. Tako da mislim, da je tudi čas, da prikažemo predstavitev. Tako, ja, zdaj, kakor je Tilen tako lepo opisal, ne, danes bomo govorili o programu HiConnect. Za tiste, ki mogoče ne poznate ta program, gre za neko hibridno ponudbo, ki v bistvu omogoča posameznikom in pa prostovoljcem Popotniškega združenja Slovenije, ne, da pridobijo nekako v bistvu mednarodne izkušnje v hostlih po celem svetu. Razlog, da sem opisal to ponudbo kot hibridno na začetku, je zato, ker gre za neko zelo res super kombinacijo izmenjave, pri kateri udeleženci kombinirajo opravljanje različnih del v hostlih s priložnostjo, da potem tudi odkrivajo nove kraje, spoznavajo nove kulture in pa pridobijo zelo koristne izkušnje, ne, vsaj v mojem primeru. Zdaj, kakor je Tilen že omenil, moja izkušnja z HiConnectom me je vodila v Nico v Franciji, kjer sem 2 tedna v septembru lansko leto preživel v hostlu hostel z Nice Camelien. Delal sem v bistvu v 2 področjih, na recepciji in pa v back officeu. In iz prve roke v bistvu doživel, kako je vsakdanje delo v nekem mednarodnem okolju. Zdaj, sicer, mislim, kljub temu, da sem pač nekaj izkušnje v turizmu, sploh v nastanitvenih obratih že imel v Sloveniji, je pa šlo to za neko čisto posebej stvar, ne. Delo v mednarodnem okolju, kjer se je treba prilagajati na posebne okoliščine, predstavlja v bistvu čisto nov izziv, ne. Zdaj, namen te oddaje je, da danes tu predstavimo prvo sploh to izkušnjo, predstavimo, kakšne so bile priprave na program, spoznamo hostle, spoznamo destinacijo, in pa v bistvu vse, kar mi je na koncu potem dalo neke osebno in pa tudi profesionalno rast, ne, preko tega programa. Super, torej, verjetno bomo začeli tudi na samem začetku dogovarjanj, ne, oziroma dopisovanj s samim hostlom, in dejansko določitve vlog, ki jih boš opravljal, ne, če se. Ja, zdaj, tako, no, preden se je program sploh začel, preden sem odpotoval v Nico, je bilo potrebno, mislim, zdaj nočem nobenega strašiti, mislim, je nekaj teh administrativnih korakov, ne, ki jih je treba opraviti za tako izkušnjo, ampak je vse precej preprosto, ne. Zdaj, kakor omenjeno v tem slajdu, je program prvotno namenjen prostovoljcem Popotniškega združenja Slovenije. Zdaj, nekako predpogoj, ne, je to, da so udeleženci pri programu prostovoljci pri PZS-ju vsaj 3 mesece, ne. Prijave za HiConnect pa potekajo v bistvu čisto digitalno, kar pomeni, da sem dobil na svoj elektronski naslov mail, s katerim sem se potem lahko povezal v obrazec v obliki Google Formsa. V tem obrazcu
sem pa potem mogel navedeti potem svoje kontaktne podatke, gre za približno 4 strani, tako da imamo vizualno predstavo. Tam navedeš svoje kontaktne podatke, preference, predhodne izkušnje, v bistvu, kje želiš približno delati, v kateri regiji sveta, lahko celo državo zbiraš, koliko dolgo želiš tam biti, kje si že predhodno delal, kakšne so bile tvoje izkušnje in tako naprej. Ja, mislim, da potem, ko je prijava pa potrjena, ko je odposlana s strani PZS-ja, dobiš potem možnosti destinacij nazaj. Tako, zato sem rekel na začetku, da je to neka mera usode. Zdaj, jaz sem na primer dobil možnosti Nico, Amsterdam, Portugalske in pa potem smo se še naknadno pogovarjali z Avstralijo. Se pravi, dobiš seznam destinacij in potem zbereš eno, mislim, katere so zainteresirane zate, in potem se za eno odločiš. Na koncu Vidi se, pardon, te prekinem, tu se res vidi, da je široka paleta možnosti, oziroma da se res odpira pač vsak košček sveta, dejansko. Ja. Od Avstralije do Brazilije, Amerike, Norveške, vse je možno. Se pravi, za tiste, ki želite potovati, to je res super izkušnja. Kakor sem rekel, zdaj mene je na koncu pot vodila v Francijo. To pomeni, da sem potem mogel stopiti v kontakt z samimi direktorjem hotela v Nici. Z njim sem potem tudi direktno koordiniral glede mojega prihoda, urnika, samega dela in tako naprej. Se pravi, zdaj celotna komunikacija je potekala čisto elektronsko, od tega, ko sem dobil mail, pa dokler nisem prišel v Nico. Tako da je zelo preprosto, je pa v bistvu malo administrativnega dela z te strani. Zdaj, to je bila v bistvu, ko je bila prijava potrjena, so se začele priprave na potovanje. To je osebno moj najljubši del vsakega potovanja, te predpriprave, raziskave in to naprej. Zdaj tako, glede stroškov. V mojem primeru je hostel kril stroške nastanitve za ta cirka 2-3 tedne. Je pa to odvisno čisto od lokacije do lokacije, kako se dogovoriš z hostlom in tako naprej. Nekateri recimo ponujajo tudi plačilo. Mislim, je čisto odvisno. Zdaj, tako, to je, kar se tiče samega programa, sem tudi tule dal QR kodo, če koga zanima, je na spletni strani od potniškega združenja je bil nek članek že objavljen, kjer gre v bistvu veliko bolj v detajle o tem, kako sam program deluje. In če koga zanima, lahko si slika, skenira, kot želite. Tako kot smo rekli, za več na svetu si lahko res preberete Globetrotter spletno revijo popotniškega združenja, tako Luka povedano. Tam so še podrobni opisi, pa tudi še druge izkušnje. Pa na tej točki bi ti tudi rad poudaril, tako kot si povedal, vse je tudi stvar dogovora, možno se dogovoriti res, kakšen del stroškov krije hostel, kaj ti še omogoča, raziskovanje okolice in tega v času dela, in to boš zdaj verjetno povedal. Tako da. Ja, pa gremo na delo, tako kot sem šel jaz. Ja, zdaj tako, kot sem tule omenil, gre za hostel po imenu HI Hostel Nice Kamelijen. Zdaj hostel se nahaja relativno v centru samega mesta, kar je bilo tudi potem zelo priročno za samo raziskovanje okolice. Gre za tako čist tipičen mladinski hostel z različnimi sobami, tule sem napisal, če koga zanima, od enoposteljnih do 8-posteljnih sob. Zdaj tako, mislim, je razdeljen na moški in ženski oddelek. Jaz sem se v Nico odpravil sicer septembra, kar je definitivno še glavna turistična sezona za to regijo, ki je v bistvu celoletna destinacija, v primerjavi naprimer za slovensko obalo, kjer je sezonsko spet dosti občutna. Je to kljub temu, da pač mogoče vreme ni najbolj privlačno za poletne turiste, je destinacija, ki je živa in obratuje s polno paro celo leto. Ja, in kot sem rekel, september je pa še tista glavna sezona, kar pomeni, da zame je v bistvu edina možnost prenočitve je bila v 8-posteljni sobi, kar je definitivno stvar, na katero nisem bil sprva najbolj navdušen, ker sem pač malce bolj zaprt človek, introvertiran, če bi lahko temu tako rekla,
ampak je bila pa super izkušnja, spoznaš ogromno novih ljudi, s katerimi sem tudi zdaj v kontaktu, katere ne bi brez te priložnosti in brez tega naključnega dejstva, da je bila to edina razpoložljiva možnost spoznala, ne. Hostel je potem mi tudi ponujal zajtrk, so pa v bistvu vsi obroki, ne, spečejo ti tudi pico, če želiš, tako da tu ni bilo nobenih problemov. Kar se tiče pa dela je bilo pa tako v bistvu razdeljeno pri meni na dva področja, ne. Tisto prvo je bilo delo na recepciji, tu je bilo sicer, mislim, zaradi tega pomanjkanja znanja francoščine z moje strani, sem bolj deloval kot asistent na recepciji. Srečeval sem se v bistvu z gosti iz celega sveta, ne, in pomagal pri prijavi, odjavi, odgovarjal na informativna vprašanja glede samega mesta, hostla in tako naprej. Komunikacija je sicer potekala brez zapletov, ne, ampak večkrat je pa prišlo do situacij, kjer že samo zaradi tega, ker nisem poznal destinacijo, jezika in tako naprej, sem se mogel v bistvu potem odmakniti in se priključiti kateremu drugemu oddelku, ali je bilo to v baru, med sobarico, v bistvu pomagal sem v celem hostlu. To je bilo tako. Kakšna pa je bila tvoj prispevek kot to, da si poznal pač angleški jezik, recimo, kako so ostali zaposleni govorili angleško v hostlu? Zaposleni v bistvu niso imeli nobenih problemov, bilo je zelo mednarodno okolje v hostlu, od Madagaskarja do lokalnih domačinov iz Nice, v bistvu iz celega sveta so ljudje prišli in tudi direktor hostla mi je rekel, da precej prakticira to, da povabi mednarodne popotnike, da na takšen način pridejo v hostel, izkusijo delo v Franciji, v Nici. Tako da vsi so bili navajeni tega mednarodnega okolja, tako da tu ni bilo nobenih problemov. Večji problem bi lahko rekel, da sem bil jaz, ker nisem znal francosko, ne. Ampak na tej točki to res, dejansko ste bili vi skupina zaposlenih, oziroma to je bolj pestro je bilo dejansko kolektiv, kot pa dejansko sami gosti, ne? Ni to zanimivo? Ja, definitivno. Je bilo tako, kakor je ti rekel, zelo pestro, ne. Vsak je pomagal v vsakem oddelku, bili so kot neka mala družina, kateri sem se potem priklopil, tako da sprejeli so me takoj. Res super ljudje, tudi prej smo bili v kontaktu z njimi približno 2-3 mesece, preden sem sploh prišel, kakor smo rekli, da smo uredili urnike, samo delovno mesto, kaj lahko pričakujem, kaj oni pričakujejo, in mislim, potem je komunikacija potekala, kot da bi se poznali že 10 let. Tako da, ja, mislim, zdaj, kot sem rekel, 2 dela smo, eno je bilo receptorsko, drugo pa, tisto, kar mi je pa večino časa vzelo, je bilo pa ta back office del. Zdaj hostel je sam kot po sebi, v bistvu potreboval me najbolj zaradi tega, ker so menjali rezervacijski sistem. To je bilo delo, ki je potekalo za računalnikom, v Excelu, v kontaktu z Bookingom, z Expedijo in tako naprej, z vsemi temi drugimi platformami, ne. Tu je sicer potekalo brez kakršnihkoli težav, je bilo malo mondeno, ni bilo tistega konstantnega stika z gosti in neke dinamike, ne, ki bi se skozi spreminjala, ampak ogromno sem se naučil iz tega, ogromno sem se naučil s strani komunikacijskih veščin sploh, ne. In ja, na splošno super izkušnja, ne, in tudi prilagodili so se mi z urnikom super, tako da sem imel veliko časa raziskovati tudi Nico kot samo, ne. Na tej točki pa se je prav tudi prvo vprašanje, s strani gledalcev, vse me zanima, ali so v večini gosti Francozi? Presenetljivo večji procent, kakor sem pričakoval. Gosti so bili približno, jaz bi rekel, okoli 40-50% francosko govoreči, ne. Ostalo pa tuji, ne. Zaradi tega je tudi prišlo do situacij, ker sem se mogel dostikrat odmakniti, že samo zaradi tega, zaradi jezikovne meje, ne. Tako da to je bila edina taka, mogoče malo neprijetna situacija, ker sem se poskusil vključiti v pogovor, vključiti v neko dinamiko z francoskimi gosti. A je uspela? Včasih ja, včasih ni, ampak zato smo na takih situacijah, zato se sploh prijavljamo na take programe, da se naučimo nekaj novega, ne, da pride do neke
da izstopimo iz tega cona obdobja. Ne. Ravno take situacije ti največ dajo, ne? Ko te pač nepripravljenega ujemajo. Ja, tako. Ja. Zdaj, kot sem že več omenil prej, so se mi zelo prilagodili z urnikom. Ta prvi teden, da smo se sploh uvajali en na drugega, sem delal približno od 10 do 5, kar mi v bistvu ni pustilo preveč časa, da se vklopim v Nico kot destinacijo, da raziskujem. In potem smo prišli do te spremembe, da sem začel že ob 8 in sem imel potem več kot dosti časa, da raziskujem Nico. Ena stvar, ki bi pač še omenil, za tiste, če nismo navajeni iz našega slovenskega vidika te delovne dinamike po drugih okoljih, po drugih destinacijah. Francozi, na primer, oni delajo zelo počasi, zelo umirjeno, zelo brez kakršnihkoli skrbi, kar mogoče mi nismo navajeni. Mi smo mogoče vsaj v tem smislu dela, bolj germanski narod, da res, ko se usedeš za delo, delaš 8 ur konstantno, brez pavza. V Franciji, ko si začel delati prvo uro, kavica. Lepo se pogovorite z sodelavci, brez kakršnihkoli skrbi, 1 uro pavze vmes. Mislim, je bilo zelo sprva čudno, nekaj, kar nismo navajeni, vsaj z prejšnjimi izkušnjami dela v Sloveniji. Ampak je bilo pa, mislim, zelo tako priporočljivo, da si včasih vzamemo življenje, pa tudi nasploh delo malo bolj počasi. To tudi pravijo, da ena takšna, delno tudi stereotipna, ampak takšna značilnost narodov ob morju, toplem morju, da je vse bolj na easy, bolj sproščeno, drugačen ritem. To je zanimiva opaska. Ja, oni delajo, da živijo, mi pa bi mogoče včasih večkrat živimo, da delamo. Zdaj, kje pa sploh oni živijo? Zdaj, če se potopimo malo bolj v Nico kot destinacijo samo. Kakor je že Tilen omenil, gre za destinacijo, ki je vsaj za večino ljudi bolj znana po tem Trieste turizmu, Sea Sense. Sem pa odkril, da je veliko več kot to. Gre za eno največjih prednosti sploh sodelovanja v tem HiConnect programu, da je možnost raziskovanja zelo raznolikih, zelo različnih krajev. Zdaj, Nica že sama po sebi je res čudovito mesto, ki ponuja zelo fajno kombinacijo, bi jaz rekel, vsaj zgodovine, kulture, narave, lepot in pa kulinarike. Moji prvi dnevi so bili bolj kot ne namenjeni samo temu, da sem se posvetil Nici, ko čim bolj temeljito raziskoval. Sprehajal sem se v bistvu po starem mestu, ki me je precej spominjal, če pogledate to sliko čisto na levi, me je precej spominjal na italijanska mesta, s temi ozkimi ulicami, pisanimi fasadami, male trgovince, lokalni produkti. Edina stvar, po kateri sem v bistvu sploh diferenciral, da gre za Francijo, je po balkonih. To je bila vsaj moja observacija, ki so v bistvu znani po tem francoski balkoni, da so zelo dekorirani. Skoraj vsak dan po službi sem se v bistvu sprehajal po tej glavni promenadi v Nici. Vsak dan sem se obvezno kopal v morju, ki je bilo presenetljivo hladno, vsaj za moje standarde, kar je Tilen že, kada smo skupaj potovali, izkusil, da mrzla voda pa jaz ne greta ravno skupaj. Zdaj, mogoče opombe vredno je samo to, da morje v Nici zna biti, mislim, precej nevarno, kar sem bil precej presenečen. Ne samo zaradi kraj in te podobnih stvari. Mogoče je bilo zaradi kombinacije valov in pa vetra, kaj sem jaz pač opazil, da so ljudje imeli na primer zelo velikokrat težave, da so prišli sploh nazaj iz morja na plažo. Tako da, če imamo kakšne gledalce tukaj, so bolj, mislim, poslušalce, ki so bolj gibalno ovirani, je mogoče to nekaj, kar je za razmisliti, zna biti. Sem že videl primere, kjer so tudi reševalci mogli skočiti, tako da so lepote, ampak je kot pri vsaki destinaciji treba tudi malo paziti. Torej, prej si rekel,
pardon, te prekinjam, prej sem imel te balkone, pa to tak duh prostora, no, kako se vidi če ti občuti ta francoski utrip, še česa drugega, poleg morja, pa tako dejansko izgleda arhitekture, ali se ti zdi, da je že mogoče turizem malo spravil to pristnost? Kak je po tvojem mnenju še, če še lahko se poglobiš? Ja, v Nici, mislim, ja, tako kot vsaka destinacija, ne, je kot čebula, bi jaz rekel, ima plasti, ne. Tista prva plast so turistične trgovine z magneti, kjer so vsi meniji v angleščini. Mislim, s tem absolutno ni nič narobe, ampak vsaka destinacija ima potem tudi nek sloj avtentičnosti, lokalnosti, ki, mislim, je potrebno malo več časa, da se ga pri vsaki destinaciji najde. Pri Nici se mi zdi, da je precej skrit, je ena najbolj obiskanih, najbolj opevanih destinacij na svetu in je do neke mere že prišlo do spravnosti, kar sem ugotovil samo zaradi tega, ker sem primerjal Nico z okoljskimi destinacijami. Ampak ja, mislim, se definitivno da odkriti neke avtentične lokacije, restauracije. Ključ do tega so pa lokalci, ne. Brez njih ne moreš nič. Je to tu en razlog, vsaj zame, ne, en razlog, zakaj sploh potujemo. Da odkrivamo nove kulture, spoznamo nove ljudi, ne. Je to v bistvu neka prvina turizma, bi jaz rekel, in vsaj moj pristop k vsaki destinaciji, k vsakem potovanju je, da poskusimo čim bolj stopiti v kontakt z lokalnimi prebivalci, ker oni poznajo vsak meter Nice, ne, na primer. Tako da, ja, mislim, potem, kakor sem rekel, vsak dan sem probal izkoristiti destinacijo, kakor se je dalo, ne. Najbolj me je ja, povej. Ker sem te mislil vprašati, verjetno boš pa tudi še predstavil okoliške, ne, zanimivosti, ki jih boš primerjal z Nico, da bomo še videli pol res tvojo primerjavo, no, kako dejansko so drugi kraji, ki pa mogoče niso take točke, epicentri turizma, ne, kako se... Ja, absolutno, mislim, mislim, cela regija je nekako epicenter turizma, ampak vse se mi zdi, da je na podlagi tega, kako se destinacija sploh sooča s tem, ne. Bomo potem videli v primeru Monaka, da kljub temu, da gre za neko mega opevano destinacijo, da so se znali okoli tega nekako tudi znasti in ven dobiti neko avtentičnost, ne. Zdaj, če pridemo spet nazaj na Nico, ne, absolutno, če bi rekel, ena stvar, ki jo morajo vsi obiskati, je tudi ta hrib, mislim, nima imena, mislim, uradno, ki se nahaja nad Nico, kjer je, mislim, na eni strani je staro mestno jedro, na drugi strani pa nekako novejša marina. Gre za, na enem hribu vidiš čisti kontrast med tem, kar na eni strani imaš lepo urejeno, novo, moderno pristanišče, na drugi strani je pa nek kaotičen star del mesta, ki je, in v bistvu ta kontrast mi je dal eden najlepših spominov iz celega potovanja, ne. Tja gor sem šel skoraj vsak dan spremljati sončni zahod, čeprav pa, mislim, gre za hrib, ki je tako v slovenščini vsaj poimenovan kot gradni hrib, hrib z gradom, ne, tega danes več ni. So pa v bistvu potem gor fenomenalni vrtovi, vodnjaki, fantastične razgledne točke. Tako, to je verjetno ta slika na desni strani, ne? Če se ne motim. Tako. To je ta slika z tega hriba, ne? Na staro mestno jedro. Vidimo ta lep razgled, ja. Zdaj, ja, Nica je odlična destinacija, kakor neka izhodna točka, ne, za celotno Francijo in pa sploh Azurno obalo, ne. Je izjemno dobro povezana z vsemi temi večjimi mesti na francoski obali, z vlaki, avtobusi, se pravi za javni promet je vsaj iz tega vidika super poskrbljeno, ne. Jaz zame v bistvu sem najbolj prakticiral to možnost z vlaki, ne, kar vsaj za slovenske standarde so precej dragi, ne, približno 10 € v eno smer. Je pa v bistvu nek super način, da nekako podpiramo, tako bi rekel, trajnost, ne, in pa da smo nekako v stiku z lokalnim prebivalstvom spet, ne, ker oni najbolj koristijo javni promet. Mislim, na splošno to je ta italijanski vpliv, kjer avti niso glavna prioriteta, ne. Tako da tu bo spoznal tudi veliko super ljudi, ne.
Kako pa so frekventne povezave z ostalimi mesti, pa mogoče z zaledjem pa to? Glede na to, da gre za vse zelo turistično opevane destinacije, so zelo, zelo dobro povezane. Vsake 20 minut, pol ure, tako da tu ni nobenih problemov. Delno pričakovano, ne, tudi. Tako. Je bila pa tu v bistvu super zgodba. Ta prvi dan, ko sem prišel v Nico, sem na svoje socialne omrežje objavil sliko promenade. Na tisto me je pa kontaktiral prijatelj iz Slovenije. To je spet se vrnil nazaj na usodo. Že 3 leta, že od tistega, ko smo bili ta prvič s Tilnom na Malti, je en kolega, s katerim se vsako leto slučajno srečamo na neki destinaciji, nikoli se o tem dogovorimo. Tako da spet smo se tudi v Nici potem nekako ujela. Je bilo pa to, v bistvu bi se tudi dotaknil tega vidika, da kljub temu, da spoznaš super ljudi, veliko novih spoznanstv, veliko novih izkušenj, skozi so tvoja čutila čisto bombardirana, nova kulinarika, jezik, okolje, hitro se zgubiš, ampak znajo biti pa tudi brez ljudi take izkušnje precej utrujajoče in pa tudi traja, da se navadiš, vsaj v mojem primeru, na novo okolje, tako da neki poznani obrazi so bili več kot dobrodošli. Potem se vrnemo... Na tej točki lahko rečem, da zgleda, da drugemu sledite iz Slovenije. Tako, kamorkoli boste šli Slovence, nekje vedno najdli. Ok, zdaj pa, koliko smo že malo nakazali, gremo malo še na izlete, gremo malo v Nisnice. Ta prve 2 destinacije, na katere bi se fokusiral, sta Monako in pa Menton. Zdaj Monako, če bi z 2 besedami opisal, je luksus pa ekskluzivnost. Zdaj je ena od najmanjših, celo druga najmanjša, se mi zdi, da ta mestna država, in gre za eno najbolj bogatih držav na svetu in me je res popolnoma očaral. Že sama pot z vlakom iz Nice je bila vredna filma, bi lahko rekli. Železniška proga gre čisto ob morju, tako da si imel v bistvu občutek, kot da lebdiš nad morjem, ko se voziš v Monako. Mesto kot samo, pa kako sem že prej omenil, me je izjemno presenetilo. Je nekako ta mešanica elegance, luksuza, nekega futurističnega aspekta. Je pa destinacija, ki je zelo dobro ohranila ta balance med avtentičnostjo in pa neko modernostjo. Kljub temu, da gre, kot smo rekli, za eno najbolj bogatih držav na svetu, so nekako še vedno ohranili neko pristnost, neko avtentičnost. Lahko bi temu rekli, tudi ta genius loci se je zelo ohranil v Monaku. Tako. Zdaj na začetku šli smo tja za en dan, tako da lahko bi pa, da bi se destinacijo veliko bolj ogledali, potrebujete vsaj 2-3 dni. Mi smo se sprehodili prvo kot prvo do Monte Carla. To je predel mesta, ki je najbolj znan po tem njihovem znamenitem Casinoju de Monte Carlo. Stavba za zgodovino, ko gre že v leto 1863. Čeprav v same igralnice noter nismo vstopili, si že od zunaj lahko videl fenomenalno arhitekturo, začutil zgodovino. Medtem ko pa pred Casinojem so pa parkirani Ferrari, Lamborghini, Rolls-Royce in tako naprej. Mislim, spet gre za nek kontrast, ki ga Monako perfektno drži, vsaj v mojem vidiku. Nato smo se sprehodili skozi pristanišče v Monaku, kjer so bile spet ta kontrast, parkirane ogromne jahte, dejansko izgledajo kot neke palače, bi lahko rekli. Zdaj osebno je bila ena od mojih želj pri Monaku, katero nisem mogel iz časovnih vidikov čisto izkoristiti, da bi se sprehodil čez celotno stezo, po kateri dirkajo Formula 1 dirkalniki. Je pa v bistvu bil nek super občutek zgodovine v tem kraju. Zdaj poleg tega glamurja pa, kot smo že rekli, ima Monako tudi nek zgodovinski del na drugem delu mesta, s katerega je potem zadnja slika, zgornja desna. To je Knežja palača, kjer živi monaška kraljeva družina.
In spet pač je neko urejeno staro mestno jedro, te tradicionalne italijansko-francoske ozke ulice, ne. In ja, spet pač super kontrastno zgodovino in avtentičnostjo. Potem na spodnjih 3 slikah imamo pa Menton. Menton pa v bistvu leži čist ob italijanski meji in je neuradno znan tudi kot biser Francije, ne. Zaradi vseh teh svojih pastelnih hiš, tega mirnega vzdušja, ki ga mesto samo po sebi ima, se precej razlikuje od Monte Carla, kjer gre za nek vrvež, je tu popolna sprostitev, popoln mir, ne. Namesto teh, kakor smo rekli, luksuzna, je to neka pristna, sredozemska, avtentična destinacija, ne. Najbolj me je od mestu, če bi lahko se pri tem ustavili navdušil park v samem središču mesta, ki je kot neka kapsula, kjer se mesto in svet ustavita, ne. Je popoln kontrast vsem ostalim predelom francoske obale. Menton pa je v bistvu znan predvsem po citrusih, po limonah, ne. Kjer imajo vsako leto tudi organiziran festival de limon, kjer je iz teh citrusov v bistvu gradijo ogromne skulpture in tudi po celem mestu so grafiti limon, lahko kupite nogavice z limonom, v bistvu to je njihov zaščitni znak, nekaj, kar jih diferencira od drugih destinacij. Menton je bil osebno toliko všeč, da sem se tja vrnil 2-krat. Je nekako manj turističen kot na primer Nica ali pa Cannes, in se mi prav zaradi tega zdaj še pač toliko bolj poseben, kjer mislim, tja greš, da si vzameš čas za sprostitev, ne. Samo Menton, ta prireditev, ki si jo opisal, ne, to je dejansko prireditev za bucket list, ne. Če pogledamo, koliko ton pa tega limon se takrat porabi, to je res, vse je rumeno, lahko sklepamo, ne. Ja. Menton je res, tako kot si povedal, poseben biser. Mogoče na tej točki, vem, da je lahko tako bolj retorično vprašanje, ampak cenovno je verjetno Monako še, ne, en nivo višje, glede vsega, od hrane do... Presenetljivo, mislim, če je še kdo od gledalcev bil v Franciji, ni take drastične razlike, mislim, za nas čisto okvirno cena hrane je okoli 15 do 20 evrov. Mislim, smo kot mladi turisti, ne, smo bolj varčni glede teh stvari, ne, tako da še največ me je prišlo omrežje, katerega sem pozabil izklopiti, tako da ne pozabiti na to, če boste šli v Monako, ne. Tudi če se z vlakom peljete naprej do Mentona ali pa v Italijo, za tistih 50 minut izklopite podatke. Verjemite, ni vredno 70 evrov. Tako da ja, mislim, Monako mislim čisto tako, tudi lokalno prebivalstvo se mi zdi, da ni čisto preskočilo v ta aspekt luksuza, glamurja in tako naprej. Še vedno obešajo cunje čez balkon, še vedno grejo sami v trgovino po stvari, se vozijo s temi malimi Fiati, v bistvu ni vse tako, ko je videno včasih na televiziji, da so sami luksuzni avtomobili, jahte in pa glamur. Še vedno preživijo tu prebivalci, ki so Monako vzljubili že pred samim, preden se je nekako razvil v davčno oazo, ne. Na tej točki lahko rečem, da tudi Monako, ker tako pač je zelo gosto poseljeno območje, najbolj poseljenih, ne, krajev, tudi to prostorska stiska na nek način, oziroma lahko temu tako pripišemo po tvojih izkušnjah, glede na to, da pač, okej. Jaz bi rekel, da ne, na primer. Zdaj je zelo ekskluziven kraj, ne, kljub temu, da mislim, tudi to, glede prostorske stiske, zelo skrbijo za neko balanso med tem življenjskim stilom in pa praktičnostjo, ne. Tako da ni, da bi se gradilo v neskončnost in pa da bi odvzemali kar od naravnega okolja, še vedno je ogromno zelenih površin. Mesto je izjemno prehodno, tako da vsaj v primerjavi s tem, kar sem recimo doživel v arabskem svetu, je totalni kontrast. Tam se mi zdi, da je šlo v to, da je pač, na primer, če vzamemo primer Dubaja, ne, tam je šlo, da je Dubaj prva turistična destinacija in potem
neko mesto namenjeno lokalnim prebivalstvom. V Monaku je šlo v obratni smeri. Prvo so poskrbeli, da je mesto prehodno, da je dovolj zelenih površin, da so ceste urejene, da je mesto samo po sebi kraj, kjer bi želel živeti, in potem so se odločili, okay, kako bomo s tem privabili turiste. Tako da je nek dober case study, kako razvijati mesto, vsaj iz urbanističnega vidika, po mojem mnenju. Ne? Ja, tako da same pohvale vam za mesto, imel sem pričakovanja na tleh, ampak so me izjemno presenetili. Mogoče, če še te lahko vprašam za lokalno prebivalstvo, dosti krat si menil, da je res njim namenjeno, kar je res dobro slišati, če to smer poteka razvoj turizma. Kako pa, ko si ti rekel, da si pač navezal tudi stik, kak si pa primeri, kak si se dejansko, ok, zdaj razumem, da francoščina je težko, ker je tudi težko pričakovati, da znaš, ampak kak si se pa navezal stike z njimi, oziroma kak je bila ta izkušnja, mogoče z lokalnim prebivalstvom v Monaku, v primerjavi z Nico, ali pa kaj takšnega, Ja, zdaj, vsaj v Nici sem imel pač ta privilegij, da sem delal za veliko lokalnim prebivalstvom, z ljudmi, ki so živeli v Nici celo življenje ali pa so ga poznajo bolje, kot bom kadarkoli spoznal svoj lokalni kraj. Res pač so ljudje, ki ljubijo svojo destinacijo, ki jih ni sram, da ti pokazati vsako dobro in slabo stvar te destinacije, tako da je bilo precej lažje, vsaj iz strani Nice, da sem spoznal destinacijo iz nekega drugega vidika. Se pravi, ja, to je potekalo predvsem z osebjem, s katerim sem delal v samem hostlu. V Nici smo sicer navezali stike zelo kratkoročne z ponudniki lokalnega prometa, s katerimi smo se potem še vsak nam je dal nek koristen nasvet, ali je bilo to od voznika avtobusa do nekoga, ki je delal v prodajalni za spominke, mislim, kakorkoli. Ljudje so izjemno odprti, prijazni, sploh niso zadržani. Potem v primeru teh malih vasickih, sicer časovno pa ne bom omenil, ampak tam so pa ljudje še nivo višje. To dokazuje, prikazuje pač res pomen turizma tudi v teh krajih, da so res prilagojeni temu, tudi obnašanju temu pač vedenje, temu prilagodijo. Ker dejansko je pomembna dejavnost na tej obali, ravno turizem, tudi dejansko se turizem na nek način tudi rojeval. Tako. Tako da lep insight v to. Ja. Potem če gremo spet na 20 leta, če smo gremo pa v Cannes in pa Graz. Zdaj, Cannes verjetno vsi poznate. To je filmska prestolnica Evrope, vsaj bi lahko rekli. Cannes je spet eno od tistih mest, ki ga lahko poveže z glamurjem pa slavnostnimi dogodki. In v stilu vsakega turista sem kot prvo točko v Cannesu obiskal to slavno prizorišče filmskega festivala v Cannesu, ki je glavni razlog, da je tako opevan in tako poznan. Sicer kljub mojim željam nisem smel hoditi po rdeči preprogi, ampak je pa v bistvu bilo super videti prizorišče Evropske prestolnice filma, kako smo rekli. Je v bistvu, potem sem se sprehajal po tej glavni promenadi, mimo milijon luksuznih hotelov, ki jih je verjetno več kot zvezd na nebu, do butikov in pa vse do plaž, in definitivno slika govori zase. Cannes je definitivno mesto plaž, vsaj po mojem mnenju. Potem je mesto, kjer se v bistvu nahajajo najbolj luksuzne trgovine na svetu, od Chanel, Dior, Louis Vuitton, karkoli. Je pa tudi mesto, ki je nekako spet poskusilo ohraniti ta tradicionalni del. Se nahaja v bistvu spet kot v Monaku na hribu in je proti pričakovanjem pa deloval precej umeten in pa bi rekel, da brez karakterja, v primerjavi s tem, kar je Monako naredil. Spet gre za te tradicionalne ozke ulice, restauracije, pristanišča. Je pa Cannes mesto, ki je nekako v obratno smer šlo, kjer je pa luksuz nekako
prevladoval in se pa avtentičnost izgublja tako, kakor v kraju, ki ga še nisem nikoli videl. Vsaj tako, no, iz tega vidika. Potem Gras. Gras je pa v bistvu leži nekoliko v notranjosti Samenice. Sem potreboval približno 2 uri z javnim prometom, da sem ga dosegel, ampak je bilo več kot vredno. Je, mislim, koliko smo rekli, Cannes je filmska prestolnica, Gras je pa parfumska prestolnica. Je po mojem najbolj znano svetovno mesto za strani parfumerije in že ob prihodu v mesto te zadanejo te vonjave, a ne. Je v bistvu parfumska industrija je največja znamenitost Grasa. S tem sem tudi začel svojo turo po mestu, da sem obiskal eno od teh najbolj znanih parfumerij, Fragoland. In pa si potem tudi ogledal sam muzej parfumske industrije. V bistvu to gre za združeno veta, ne. In je ena najstarejših parfumskih hiš na svetu. Tukaj smo se v bistvu potem skupaj v obliki ture spoznali z samim procesom izdelave parfumov, kako se je industrija širila čez celoten svet, kako je marketing vplival na to in tako naprej. Ja, mislim, gre od destinacije, ki je zacvetela, ravno zaradi svojih cvetlic, kombinacije prsti, zraka, ki je v bistvu naredila Gras kot prestolnico in glavno destinacijo za parfume. Sem si pa potem tudi enega sam vzel kot nek praktičen spominek, kar tudi priporočam vsem gledalcem, da ko potujete, poskusite, mislim, čim bolj tako praktične spominke kupovati, ne. Nekaj, kar podpira lokalno skupnost. To je bila recimo ena teh manjših parfumerij, ki sem jih spoznal ki sem jih odkril v Nici. Večino svojih parfumov še vedno delajo ročno. To sicer malo dražje, ampak je v bistvu srce je šlo v to, ne. Tudi vzamejo svoj čas, ti svetujejo. Res se mi je že mudilo, ampak sem zapravil potem noter po moje 20 minut samo zato, da smo šla čez vse možnosti, da res si vzamejo čas do vsakega gosta in tu potem šele pride do izraza ta francoska gostoljubnost, ne. Tako da ja, če pa potem še preskočimo na naš zadnji slajd. Ja, lahko na tej točki vprašam, glede vseh teh obiskanih izletnih točk oziroma destinacij, ne, katera si ti pa najbolj dopolnila, vtisnila spomin in katero bi najraje še obiskal oziroma še te najbolj pritegnilo, če pomisliš za nazaj. Ja, tu bi izpostavil 2. Prva je bila Menton, kakor sem že rekel, je neka kapsula od vsega vrveža, je destinacija, kjer se gre sprostiti. To, ki mi je bilo všeč, da sem jo obiskal celo 2-krat v teh 2-3 tednih, ko sem bil v Azurni obali. In ja, že samo zaradi tega vidika, ker sem človek, ki kljub neke strasti in ljubezni do turizma potrebuje nek oddih, ne. Druga destinacija, ki bi jo pa omenil, je pa Antibes. Sicer sem imel v mestu približno 2 ure časa manj, kar je bilo definitivno premalo, ampak gre za mesto z tistim pravim francosko identiteto. Je mesto, ki je bolj zaspano, ni znano po nobenem festivalu, ni znano po nobenih filmskih dogodkih, parfumih, karkoli. Gre za neko tradicionalno ribiško vas, ki se je potem razvila v eno, vsaj v mojem mnenju, najbolj avtentičnih destinacij. Je definitivno kraj, ki bi ga obiskal še enkrat. In tudi priporočam, da če bo kdo obiskal to regijo sveta, Antibes je obvezna postojanka, vsaj v mojem mnenju. Ja, mislim, samo zaradi tega res dajem poudarek, poskusim dati poudarek, medtem ko potujem na avtentičnosti, ne, in Antibes je to izkoristil, ne. Kako si pa drugače občutil to avtentičnost oziroma pristnost Antibesa? Okej, rekel si, da je tudi spalno naselje, ne? Kako si občutil, mislim, ali so ti dali to res pridih tega, zato ker res ni bilo toliko turizma, ali si dejansko občutil, oziroma kako vrvež
samega lokalnega prebivalstva, naprimer tudi, da vidiš to, da si pogledal v njihovo intimo, kaj počnejo, oziroma kako bi, če lahko kako besedo več o tej Antibo, no, ker sliši se zelo zanimivo. Ja, mislim, moj mnenje se je razvil čisto iz tega, da iz nekega tega kratkega sprehoda po mestu. Zdaj, že iz tega, kako vidiš, kako prebivalci živijo. Ni nekega hitrega sloga življenja, usedeš se ob sončnem zahodu na kozarec nekega tradicionalnega lokalnega francoskega vina. Zelo je poudarek na, kot sem rekel, lokalnih produktih, ni veliko turistično usmerjenih atrakcij, vse je namenjeno nekemu počasnemu stilu življenja, ki je v bistvu vsaj zame opisuje ta francoski način življenja. Počasnost je biti Francoza, vsaj v mojem mnenju. In samo v tem, v tem, kako živijo lokalni prebivalci, kako res vzamejo vsak moment, vsak sončni zahod, čeprav verjetno živijo tam že celo življenje, ne vzamejo nobenega trenutka zamana, in to je tisto, kar mi je dalo ta občutek avtentičnosti. Ok, zdaj vidimo, da zaključujemo še z razlogi, zakaj izbrati HiConnect. Tako. Tu sem jaz navedel zdaj par opornih točk. Mislim, prva je pridobivanje mednarodnih izkušenj. Zdaj delo v mednarodnem hostlu in pa okolju mi je omogočilo, da sem spoznal, kako deluje turistična industrija čisto iz drugega vidika. Prej se sicer nisem čisto uradno predstavil, ampak študiram turizem že približno 10 let. In je ena od mojih strasti, tako da sem videl nekako, kako poteka ta industrija in kako obratuje v nekem drugem okolju, ki ni ravno slovensko, mi je izjemno pomembno. Tu potem tudi spoznaš, koliko pomembna je dejansko prilagodljivost pri delu z ljudmi, ali so to turisti, ali so to tvoji sodelavci, in kako potem tudi kulture različno vplivajo na to dinamiko, kako se potem s tem tudi v mislih hitro odzvati na nepričakovane situacije, in pa predvsem spoznaš namen prave, dobre komunikacije v takšnih situacijah. Potem sem bi tudi omenil razvoj nekih mehkih veščin. Zdaj tovrstne izkušnje lahko komurkoli izboljša neke komunikativne, bi lahko rekli, ali pa organizacijske sposobnosti. To so te mehke veščine. Kako reševati situacije, kako ohranjati nek profesionalen odnos tudi v stresnih situacijah. Potem ena od glavnih stvari, s katero smo se s Tilnom tudi dotakla že velikokrat, je neka nova spoznanstva in pa prijateljstva. Ena najlepših stvari pri tem programu HiConnect so definitivno ljudje. V hostlu sem delal skupaj z ljudmi iz različnih držav, ali je bilo od Francije, Brazilije, vse do Avstralije. Vsak večer je bila v bistvu neka priložnost za druženje, za izmenjavo nekih izkušenj, za izmenjavo zgodb, spoznavanje novih kultur, in izkušnja mi je res dala nek super občutek glede povezanosti z ljudmi. In ja, mislim, ravno to pravijo, vsaj jaz mislim, da je turizem ena od redkih panog, kjer ta medkulturna povezanost ni samo priporočena, ampak je celo nujna, da turizem funkcionira. Ker je to ena od prvin, zakaj smo sploh ljudje začeli potovati in odkrivati druge kraje. In ko smo ravno pri odkrivanju drugih krajev, zdaj brez te izkušnje v HiConnectu verjetno sploh ne bi imel nikoli možnosti tako temeljito raziskovati Azurne obale. Možnost, da hkrati delam in pa raziskujem, mi je v bistvu omogočila, da se res globoko in popolnoma potopim v to novo okolje. Gre pa tudi za obliko tako imenovanega počasnega potovanja ali pa slow travel, kakor smo ga zdaj poimenovali v industriji. In gre za nek upočasnjen stil potovanja. Zdaj v zadnjih 2 desetletjih bi lahko rekel, da je zelo popularen postal ta weekend break, kjer v bistvu gre za par dni v neko novo destinacijo na oddih ali pa podobno, naprimer Interrailu,
kjer v bistvu nimaš možnost na takem globokem nivoju spoznati nek kraj in pa destinacijo in pa ljudi, a ne. In ravno zato mi je bil HiConnect kot program toliko pri srcu, ker sem lahko v tem današnjem bolj hitrem svetu, a ne, se lahko upočasnil in pa res bolj temeljno spoznal destinacijo, ki sem jo obiskoval, a ne. Se na tej točki lahko dodam, ravno Interrail, no, ki ponuja pač mesečno uporabo vozovnic, omogoča več, lahko rečemo, daljša potovanja, ne, na ta način, ker lahko vzameš ti vozovnico, ki ti vključuje mnogo potovalnih dni, ne, brezplačnih, in to neka, lahko rečemo, dolgoročna vozovnica. In tudi en primer teh dolgoročnih oziroma potovanj, ki ti omogoča, da res lahko in veliko potuješ, ne, in si vzameš čas. Drugače pa si lepo predstavil to HiConnect, lahko rečemo, predstavljamo vsem današnjim, ne, ljudem kot workation, ne, ki združuje dejansko potovanje in delo, ne. In to je primer, kako mi mladi, tako kot tvoj primer, Luka, stopimo ravno v to, da dobimo delovne izkušnje, tiste, ki zanima delo v turizmu, ne, in seveda še zraven obiskujemo kraje, ki delamo, tako da je to res primerno, omemba res, pač res dobra izkušnja za mlade, da se spoznajo s tem rastočim načinom potovanja. Na tej točki mislim, da zaključujemo, ne, naše druženje. Luka, mogoče še zadnji nasvet za vse, ki se bi odpravili po tvoji poti oziroma v HiConnect program, če bi še kaj dodal? Zadnji nasvet je, da izkoristite čas, ki ga imate, mislim, je zelo dragocen. Tako da, ko se odločite za potovanje, kljub temu, da gre v večini primerov za nek počitek, ne vzeti tega časa v zameno, ne. Izkoristite vsako destinacijo, svet je majhen in pa velik vse naenkrat in res vsak kraj ima neko skrivnost, ko je več kot vredno jo odkriti, ne. In HiConnect je super način, da to naredite, da nekako združite neke nove izkušnje, nove ljudi in pa novo destinacijo. Super za zaključek in tako smo prišli do tega konca našega druženja. Upam, da ste uživali v predstavitvi, da ste izvedeli kaj novega, da ste dobili vpogled, mogoče bolj podrobno, kar vam pa tudi koristilo na poti v omenjene kraje ali pa sodelovanje v omenjenem programu. Hvala vam za ogled, obisk in podporo, prav tako gre zahvala tudi tebi, Luka, za deljenje svoje izkušnje. Izbrano epizodo boste lahko ponovno si ogledali na YouTube kanalu Popotniškega združenja ali pa poslušali v obliki podcasta na temu namenjenih aplikacijah. Do naslednjič veliko potujte, lepo bodite in bon voyage!